to, da si ti tako pozna danes. A je vse v redu? Ja, sej, super sem, ja. Danes sem zvedla, da je moja sestra pripravljena na presaditev kostnega mozga. Kar pomeni, da bom jaz v teh dneh postala darovalka. Vsi mi pravijo, da je to itak isto, kakor če daruješ kri, da ni nič hudega. Sam mene vseeno malo skrbi, no, pa res me je strah. Marija, ne se bat. Zdravniki bodo dobro poskrbeli zate. Tudi jaz si želim, da bi lahko na tak način pomagal ljudem. Mislim, za svojo sestro boš darovala samo sebe. Tudi Jezus je daroval samega sebe za vse nas. Budi ponosna, ker lahko tako pomagaš. Res je, Marija, res si pogumna. Moj oče velikokrat gre na krvodajalske akcije in mi vedno pove, kako plemenito dejanje je to in da rešuje življenja. Glejte, tamle na klopci pa ena brezdomka leži. Ja, vidim, ja, ampak verjetno sam spi. Ne, jaz se ne bi motila, no. Ja, kaj pa veš, mogoče je pa Karlova prijateljica. To me sploh ne bi čudila. No, pravzaprav imam res veliko prijateljev, ki nimajo toplega doma kot mi. In so vsi res dobri ljudje, s težko življenjsko zgodbo za seboj. Če vaju kaj zanima o tem, vam lahko pripovedujem o njih. Pa daj, veš, ko nam tako pripoveduješ, imam občutek, kakor da poslušam enega svojega strga ata, ki mi pripoveduje vse te svoje življenjske izkušnje, ki jih je pridobil v svojih 90 letih. Včasih prav ne morem verjeti, da si ti star šele 15 let. Ja, o tem bi se dalo razpravljati. Torej, kako sem se srečal s svojimi prijatelji? Dobar dan, prijatelj. Prijatelj, ti zafrkavaš. Jaz se prvič vidva. Mislim, saj te ne rabi poznati, da sva prijatelja. Včeraj sem šel tukaj mimo in sem videl, da spiš samo na kartonu. Zato sem ti danes s seboj prinesel novo spalno vrečo. A to zafrkancija? Kakšna skrita kamera. Ti mene zafrkavaš. Ej, jaz nimam denarja, da to kupil. Prost. No, saj ni na prodaj. To je darilo, zate. A ja? A res? Ja? Ja, najlepša hvala, res. Stokrat bohunje, veš. Res. Ti, a si ti mora biti moj angel varuh? Ne, tvoj angel varuh pa nisem. Imaš svojega, ravno sedaj je zraven tebe. Ves čas se mu zahvaljuj in ga prosi, naj te varuje, ker je on tvoj najboljši prijatelj. Res, veš, zaradi te tvoje prijaznosti pa tega si bom pa res večkrat spomnil nanega. Ti, a te vkaš še nekaj prosim? Povej, vedno. Tamle zraven je moj kolega brezdomc. 2 dni že ni jedel, a pa mu lahko kako pomagal. Seveda, tukaj sem ravno še en sin prinesel, ravno zanj. Pa res, sam Bog te je poslal, kako si vedel. Kako si vedel. Hvala. Neznanec, mislim, da si mi rešil življenje. Hvala. Prosti, ker nisem prinesel več, ampak žal te bo tole nahranilo le za pol dneva. Sploh ne veš, kako si mi pomagal. Ljudje tukaj mimo hodijo daleč naokoli, da me ne vidijo. Imajo bolj čisto dušo. Ti pa si po dolgem času prišel, da bi spregovoril z mano, me pogledal v oči. Hvala. Ni problema. Upam, da bo zadostovalo za danes. Pristopil si k meni, pa smo dal sendvič. Ti ga nam pozabil,
Ne na tem, pa ne na onem svetu. Hvala. Aj se mej. Hvala. Jo, Karlo, ti si res en tak original, res prav fant od fare, zaužen. No, hvala, ampak edina ženska v mojem življenju je Marija. A ja, Marija. Ne, nisem tako mislil. Mislim, saj si lepa Marija in vse, ampak jaz sem naredil obljubo. Edina ženska v mojem življenju je naša in Jezusova mati, Devica Marija. Ok, to, kar si zdaj povedal, pa veliko bolj razumem. So pa glasni črički letos, a ne de? O, sem vam že povedal, kako rad imam živali, čričke, pa tudi druge žuželke. Nekaj let nazaj sem poleti delal na bazenu. No, čistil sem ga, če povem bolj natančno. Vse zgleda mirno. Zgleda, grem lahko na malco. Čokoladen sladoled. Moj dober. Na pomoč! Na pomoč! Utaplja se! Hitro, pomagaj! Kako je ne vidiš? Majhna deklica, 2 metra pred mano, kje? Pa ne majhna deklica! Kobilica! Ja, seveda rešuješ kobilico, hitro! Umrla bo! Izvoli. Hvala, reši si v življenje, bodi ponosen na to. Ampak je to smešno. Ampak je to smešen slučajno. Ja, no, malo je pa že smešno, ne? Ja, definitivno je smešno. Ej, a se vam ne zdi, da tale brezdomka že nekam dolgo na miru leži? Ja, verjeten spi, no, dajmo jo pustiti, no. Zazrtost vase prinaša žalost, zazrtost v Boga pa usrečuje. Ne, Jan ima prav, moramo preveriti, če je z njo vse v redu. A, da bi se je dotaknili. Slišala sem, da ima ti ljudje kakšne take kužne bolezni pa to. Meni se ne zdi tole varno, no. Kaj, če nas napade, no? Človek potrebuje pomoč. Pač, mislim, ja, saj poznam to priliko s smiljenem Samarijanu, sam... Ne, resno, mislim, s tole brezdomko je nekaj narobe. Gospa, slišite? Da ste v redu, gospa? Halo? A je nezavestna? Ja, poleg kako je bleda, mogoče ima kaj kakšne krvavice, priti mora do zdravnika. Jan, mogoče bo pa lih krikajo daroval tvoj ati rešila tole brezdomko. Še dobro, da se dobivamo takole pred bolanco, ej. In ne verjamem v srečo, da jam pomagaj mi odnesi mojo v bolnišnico. Joj, Karlo, čak, Karlo. Joj, da te pomagam, daj, bom jaz.